Tim Gajser na prvih 3 dirkah svetovnega prvenstva v motokrosu dvakrat na zmagovalnem odru. Mladi slovenski motokros upi so tekmovali na dirki Evropskega prvenstva v Italiji in Španiji. Alex Novak do prvih točk v 125-kubičnem razredu. Na dirkališču Grobnik nad Reko so se prvič letos za točke državnega prvenstva Slovenije merili cestno-hitrostni motociklisti. Uvodna preizkušnja državnega prvenstva Slovenije v kartingu je potekala v Italiji, gostil jo je Jezolo. Toni Mulec je vozil preizkušnjo svetovnega prvenstva v reliju za motocikliste na Portugalskem. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Uvodne 3 preizkušnje svetovnega prvenstva v motokrosu so slovenskim ljubiteljem prinesle 2 uvrstitvi Tima Gajserja na zmagovalni oder. Če je uvodno dirko v Argentini s 4. mestom še ostal tik pod odrom za zmagovalce, pa je na preizkušnjah v Andaluziji in Švici s 3. mestoma že pokazal, da mu Yamaha vse bolj ustreza. Vsekakor je potreboval nekaj časa, da se je navadil na nov motor. In verjetno ni več daleč dan, ko bomo Gajserja znova gledali široko nasmejanega na najvišji stopnički na zmagovalnem odru na motokros dirki elitnega razreda MXGP. Vsekakor lahko pričakujemo, da bo iz dirke v dirko bolj suveren in zanesljiv, kar bo brez dvoma prispevala predvsem kilometrina na novem motociklu, usklajena s finesami za posamezno podlago in prizorišče. Jan Pancar je po 3 dirkah lahko zadovoljen z opravljenim. V Argentini se mu ni išlo vse po željah in načrtih, tudi zaradi zdravstvenih težav. V Andaluziji pa ga je neprijetno presenetila mehanska okvara vzmetenja v prvi vožnji. Zato pa je na veliki nagradi Švice že pokazal, zakaj je bil lani najboljši netovarniški voznik in se je zelo dobro kosal s tekmeci. V nadaljevanju sezone prihajajo dirke, na katerih bo Pancar lahko znova opazno opozoril nase in tovarniškim voznikom odščipnil kar nekaj dragocenih točk ter njihovim šefom dal misliti. Veter, veter in še enkrat veter. To je bila osrednja tema pogovorov dirkačev pred prvima dirkama državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu za sezono 2026 na dirkališču Grobnik. Jaz bi želel premakniti vsaj tam nekje za 1 uro, da bi lahko štartal s prvo dirko nekje okoli 2, ker takrat naj bi bilo tudi že precej manj vetra, če bo to dejansko držalo. Neugodna jutranja vremenska situacija se je toliko umirila, da je organizator lahko izpeljal obe dirki v razredu Superbike in Supersport 600. Prvo je treba poskrbeti za varnost. Če bojo slučajno sunki, tašni vetre, kot so zdaj, jaz mislim, da je pametno dirko odpovedi. Ko je napočil čas, da dirkači zaprejo vizir in se postavijo v štartno vrsto, so morali odmisliti vse moteče zunanje dejavnike. Ni bil ravno enostaven začetek sezone, hladno vreme, pač je marc, saj je razumljivo. Enkrat se mora začeti, včasih je toplo, včasih hladno, mali veter nagajal, ampak vsi se prilagodimo nekako razmeram. Med samo dirko se je v bistvu kar umirilo. Verjetno so bili vremenski pogoji tudi za kaj več, sam seni še pa malo bilo v glavi odprej, ko prej pa še bilo kar na meji. Mrzla burja jih med dirko ni pretirano motila, saj so se morali bolj kot na sunke vetra osredotočati na konkurente. Bine Štern je bil v razredu Superbike razred zase in čeprav ni bilo obeh najboljših iz lanske sezone, prvaka Borisa Kogovška in Aleša Brzina, ni smel niti za minuto počivati. Dirkaški ritem Šterna je bil odličen in v cilj je prišel 48 sekund hitreje kot drugouvrščeni Aleš Kobe in še dodatnih 2 sekundi hitreje kot Žiga Brunšek. In na koncu koncev odpeljemo svojo dirko, kakor si vsak jo zmore. Moja je potekala v
tako da zadovoljen sem s časi. Fit sem še nekako, tako da to smo zdaj ugotovili po teh 10 krogov. V nižjem tekmovalnem razredu Supersport 600 je manjkal večkratni zaporedni prvak Enej Logar. Kljub temu pot do zmage Domnu Lipniku ni bila posuta z rožicami. V vodnih krogih se je z njim dobro kosal Gašper Hudovernik, ki pa je predčasno zaključil z dirko. Lipnik je nato nadzoroval prednost pred tekmeci ter ugnal drugouvrščenega Benjamina Beleta in Davida Vodiška na 3. mesto. Prvi krog je v bistvu Gašper najbolj štartal. Vodo, pa ja, par krogov sem narabil, da sem najdel ritem pa točko, ki ga prehiteti, pol pa tudi se malo še ni poznal, da fizično nisem bil čist tam, kjer bi hotel. Nisem pa kaj veliko se uzeral nazaj, pel sem nek svoj ritem, kjer se mi je dan zdel, da bo dovolj. Po razburljivi prvi dirki državnega prvenstva imajo zdaj dirkači večtedenski premor, preden se bodo sredi aprila znova zbrali na tradicionalnem prizorišču Pannonia Ring na Madžarskem. Uvodna dirka državnega prvenstva v kartingu je tradicionalno potekala v Jesolu v Italiji. Na stezi Azzurra so se voznice in vozniki merili brez zadržkov in ni bilo opaziti, da je za njimi dolg zimski premor. Najmlajši v razredu mikro so se na progo, ki napak ne odpušča, podali brez strahu. Pogumno so drveli iz ovinka v ovinek. Najbolj pa se je izkazal Renej Štokelj, ki je zmagovito vstopil v novo sezono. Tudi drugouvrščeni Jošt Bovha je pokazal zvrhano mero občutka za natančno vožnjo. 3. mesto pa je zasedel obetavni Tim Štucin. V razredu mini je bilo prav tako sila zanimivo. Prva 3 mesta so si razdelili 3 novinci v tej kategoriji. Prvo mesto je pripadlo Žaku Krajncu. Boril sem se, tudi to je bila zdaj moja prva zmaga v državnem prvenstvu. Pretiranih skrbi z vožnjo in tekmeci ni imel. Mogoče vmes, ko sem bil tretji in so zadnji bili spredi, drugače pa nisem imel nekih težav. Na drugo mesto se je uvrstil Timon Grgič, tretje na zmagovalnem odru pa je zasedla neustrašna in nepopustljiva Neli Štrajhar. Razred junior je prinesel napete vožnje, v katerih so odločale malenkosti na progi. Zmagal je Nik Brecelj, ki je ugnal Maja Rakušo, letošnjega predstavnika Slovenije na tekmovanju FIA Academy Trophy Junior. Današnji nastop bi ocenil z dobrim, saj sem prvo dirko sem bil drugi in ostale 2 sem zmagal, tako da v redu. Rakuša na drugem mestu ima še nekaj prostora za napredek v svoji vožnji. 3. mesto pa si je privozil novinec v razredu junior Filip Perk-Žerak. Razred Rotax Max je prinesel zmago Niku Tropcu, branilcu naslova najboljšega v državi v tej kategoriji. Vozil je hitro in precizno v ovinkih ter potrdil izvrstno formo na začetku sezone. Progo poznam že dosti cajta, ni bila zahtevna. Čeprav so bile, ta vikend je bila ful čudne razmere so bile, ne vem, še nikoli nisem vozil v takih tle. In ja, smo se malo lovili, a pol smo se na koncu najdli. In ko se je Trobec našel, je bil sila suveren. Smo zmagali vse dirke, razen ene. Vse je bilo odlično in 10 od 10. Drugo mesto si je privozil Nejc Košenina, tretje pa je osvojil Matej Sinčič. V razredu DD2 je največ pokazal Dimitrij Mlakar, čeprav ni bil brez težav. Na začetku vikenda sploh nismo imeli nobene hitrosti, potem smo se začeli počasi pobirati in na koncu vseeno našli dovolj hitrosti za zmago. Branilec naslova državnega prvaka v tej kategoriji je suvereno opravil s tekmeci ter prišel do prvega mesta. Z današnjim nastopom sem zelo zadovoljen, saj glede na to, da smo imeli malo zaostanka v moči motora, se je vseeno šlo na koncu in smo uspeli zmagati finalno vožnjo. Drugo mesto je pripadlo lanskemu zmagovalcu v Jezolu v tej kategoriji, Taju Šilarju. Tretji pa je bil Andro Pertot.
italijanski Cremoni je bila na sporedu uvodna preizkušnja Evropskega prvenstva za motokrosiste jugozahodne cone, ki tekmujejo v razredih s prostornino motorjev do 65 in 85 kubičnih centimetrov. V šibkejšem razredu je največ iztržil Matic Maček, ki je v 2 vožnjah osvojil 19 točk ter se uvrstil na skupno 11. mesto. Max Sedlašek je osvojil 3 točke Evropskega prvenstva in je zasedel skupno 22. mesto. Max Jareb je ostal izven tistih, ki so prejeli točke za svoje vožnje, enako kot Žanko Saber. V močnejšem razredu sta se skozi kvalifikacije prebile Svit Vižintin in Leo Gajser, Tim Repnik pa si je zagotovil status druge rezerve. Vižintin je osvojil 7 točk in je dirko skupno končal na 21. mestu. Gajser pa žal ni prišel do točke Evropskega prvenstva in je skupno na dirki zasedel 27. mesto. Almonte v Španiji in Frauenfeld v Švici sta gostila dirki Evropskega prvenstva na 125 kubičnih motorjih. Slovenijo je z licenco AMZS zastopal Alex Novak. V Andaluziji se ni uspel prebiti med 40-terico, ki je tekmovala za točke Evropskega prvenstva. Švicarsko preizkušnjo pa si bo dobro zapomnil. Uvrstil se je na dirko in v drugi vožnji zasedel 14. mesto, ki mu je prineslo prvih 7 točk za skupno razvrstitev. Toni Mulec je na Portugalskem vozil drugi rally raid sezone za točke svetovnega prvenstva. Voznik doma s Koroške, ki se je izkazal zmago na reliju Dakar med netovarniškimi vozniki, se je na jugu Portugalske dobro znašel v ostri konkurenci razreda Rally 2. Po 5 dneh je skupno osvojil 5. mesto ter potrdil zelo dobro formo. Po 2 dirkah je Mulec v skupnem seštevku na 1. mestu z 49 točkami in jih ima 5 več od prvega zasledovalca, Portugalca Martima Venture. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. V nedeljo 5. aprila bo v Krškem na sporedu prva dirka državnega prvenstva Slovenije v Speedwayu. Ponedeljek 6. aprila bo Vrtojba v znamenju uvodne preizkušnje državnega prvenstva Slovenije v mini cestno-hitrostnem motociklizmu. V nedeljo 19. aprila bodo drugič letos hrumeli motorji v državnem prvenstvu v cestno-hitrostnem motociklizmu. Dirko bodo vozili na Pannonia Ringu na Madžarskem.